Kaj vse delate v tej šivalnici? Tukaj v tej šivalnici šivamo gledališke kostume, in sicer za ženske. Kdo določi, kakšen kostum je treba narediti? Skice nam narišejo kostumografi, v dogovoru s režiserjem se dogovorijo, kakšen kostum bo imel kakšen igralec za določeno vlogo. On nam prinese skice, lahko vam tudi pokažem kakšno skico. Izvolite. To je za predstavo Adamsovi. A skice narišete tudi svinčniki? Tudi svinčnikom včasih narišejo skice, ja. Skice rišejo kostumografi, kot smo že rekli. To so pa skice, ki so narisane svinčnikom za predstavo Orlando. A točno to, kar je narisano, tudi naredite? Pa kaj, če se česa ne da? V večini primerov se kar držimo skic, včasih pa tekom vloge, tekom vaj ugotovijo, da določen kostum ni primeren za igralca oziroma za vlogo, potem se pa spremeni. A delate na roke ali si pomagate s šivalnimi stroji? V gledališču je takšno delo, da seveda v večini uporabljamo šivalni stroj, veliko pa tudi ročnega dela. Kaj pa je to ta stvar, ki jo lahko rišeš po blagu? To je krojaška kreda, po kredi se potem šiva. A je to tudi kreda? To je pa kreda, ki se z likalnikom izbriše, se pravi nevidna kreda. Ta kreda ne izgine, pa bomo probali, ne? Pa se vidi. Da ga še ti zraven. Ta kreda bo pa z likalnikom izginila. Kaj pa se sploh dela na šivalni stroj? Na šivalni stroj se sestavljajo krojni deli, ki smo jih prej okrojili. Kako naredite, da bo kostum prav igralcev? To pa naredimo tako, da vsakega igralca najprej zmerimo. Torej, kdo bo meril, kdo bo igralec? Bom jaz meril. Ok. Potem pa potrebuješ meter, tako kot pravi krojač. Osnovne mere so prsna širina, pasna širina, bočna širina. Prsna širina se izmeri okrog prsi, pa vedno se doda še palček vmes. 65, zdaj pa zapišeš na papir. A je točno določeno, kje moramo meriti? Ja, seveda. Pas se meri na najožjem delu telesa, boki se merijo na najširšem delu. A to lahko merite tudi čez obleke? Običajno se igralke slečejo do spodnjega perila, pa se jih izmeri. Te dva kostuma sta pa iz predstave Leonci in Lena. Tukaj smo potem v resnici dodali še tele rožice, ročno prišite na obleko, ne? Kakšni so pa to zanimivi čevlji? To so pa čevlji iz predstave Orlando, ki jih je imela kraljica Elizabeta. Pa jih lahko probaš? Lahko probam. Seveda. Wow, kako sem visoka, zdaj sem pa višja od tebe. Ni preveč stabilno. Kaj, boš padla? Ja, malo so mi preveliki, veš. A ja. Kaj pa ta zanimiv kostum? Pa ga lahko probaš. Evo, to je glavc. Spodaj je imela pa tele hlače. A je težko, ne? Ja. Zdaj imam pa še za vajo pripravljeno, za vsakega en košček blaga, za vsakega ene škarje. To je krivulnik. S tem krivulnikom se drugače rišejo kroji, in sicer rokavne okrogline, vratni izrezi. Ti pa lahko narediš en tak srček, glej. Ti pokažem? Pa ga nastaviš tukaj. Da se ne bo to urezala. Ok, in to je naredila pa kvadrat. Tole recimo bi bil lahko en tak lep žep, ne? Bi ga našili na kakšne hlače, na plašč. Je, super. Potem bi mu pa dodala še par bleščic, pa je to to. Ali se spomnite najtežjega kostuma? Najzahtevnejši kostumi so bili ravno iz predstave Leonci in Lena. Narejeni so iz filca. Material je zelo težek, težko ga je šivati pod navadnimi šivalnimi stroji. Kaj se pa zgodi, če kdo od igralcev hujša ali pa se zredi, pa mu kostum ni več prav? Potem pa se kostum prilagodi, se zoža, se razširi, včasih kakšna od igralk zanosi, pa se potem kostum prilagodi. Tukaj so pa eni ful zanimivi kostumi. Ta kostum je bil narejen tako, da smo najprej natisnili blago. Se pravi, na blago so natisnili te
100-dolarske bankovce. Potem smo jih rezali po trakovih, rezali po dolžini in potem se je šivalo